mi na občinskem nivoju vidimo predvsem pomanjkanje zemljišč. Vsaj v Ljubljani, na primer, so trenutno to samo ogromne parcele, ki jih želijo prodati za par milijonov. Moramo se zavedati, da seveda, če bi vam želeli prodati nek pretiran nadzor, torej če bi vam nekdo to poskušal tržiti, je prva stvar, na katero vas bo poskušal nagovoriti to, da je to samo ukrep za zaščito otrok. Kdo pa ne bi želel zaščititi otrok? Vsi si želimo zaščititi otroke na internetu, ampak z orodjem množičnega nadzora se to avtomatsko ne bo doseglo. Z nami je Jasmin Feratović, predsednik stranke Pirati. Mi sva se že dogovorila, da sva na ti za to, da ne bo koga, ki bo gledal, zaskrbel. Tako da jaz bi čisto tako začel, da nisem našel veliko tebe na internetu, tako da se sam predstaviš. Ja, moje ime je Jasmin Feratović, jaz sem mestni svetnik v Ljubljani, zdaj že en mandat, sicer sem star 29 let, diplomiran ekonomist, živim, sem rojen, delam v Ljubljani, po poklicu sem računovodja, tako da to je na kratko o meni. Kako to, da iz ekonomije na politiko? Mislim, da mi kar precej pomaga, še posebej, ko govorimo recimo o proračunih, o projektih, o neki projektni dokumentaciji in podobno, se pravi, mi daje neko prednost pred ostalimi politiki, ker dejansko znam brati te dokumente, za razliko od marsikoga. To ta finančna pismenost torej pomaga tudi pri zasledovanju korupcije? Pa... Ja, zelo, ker vidiš, katere postavke, kje ti zazvonijo alarmi, tako bom rekel. Se pravi, še posebej, če recimo kot računovodja delam z privat firmami večinoma in se zelo hitro vidi, kje je kakšna postavka v javnem sektorju prenapihnjena. Ampak kaj se povečuje korupcija ali se zmanjšuje? V zadnjih nekaj letih se povečuje, po mojem mnenju in tudi po mnenju nekaterih neodvisnih institucij. Tudi evropske institucije so tukaj pregledovale in dejansko se beleži rahel porast. Se pravi, da nismo tako kot nekatere druge evropske države, ki so z reformami uspele nekako zamejiti korupcijo, da postopoma počasi pada, ampak pri nas se je nekako to ustalilo in zdaj v zadnjih letih celo opažamo, da narašča. Kako to, v bistvu, kaj je načrt, kako bi to zaustavili? Pomembno je predvsem, da se uredi transparentnost sredstev, se pravi, da dobi javnost vpogled, zakaj točno se porablja naš denar. Torej, večinoma imamo težave z recimo tajnimi deli pogodb, ko pride do neke podražitve, poslušamo samo naven strani teh investitorjev, zakaj se je nek projekt podražil. Ampak da bi dejansko dobili vpogled v te neke bolj specifične dele in da bi javnost tudi sama recimo lahko presojala, ali je neka podražitev upravičena ali ne. Torej, to trenutno je samo prepuščeno na nek način kvazi neodvisnim nadzornikom, ampak za napake nadzornikov pa seveda noben ne odgovarja. Torej, oni potrdijo neko podražitev, da je tam seveda vse brez problema, ampak seveda, če dobimo nek tak zmazek ali pa neko slabo investicijsko dokumentacijo ali pa slabo načrtovanje, torej v celi tej verigi imamo ljudi, ki nekaj narobe naredijo, in seveda, če javnost ne dobi vpogleda v to, če ne pozna podrobnosti, seveda tudi ne more zahtevati odgovornosti. Kako pa gledaš na to, ta konflikt v bistvu med interesom družbe pa osebnim interesom v politiki? Tukaj je kar precej ene prepletenosti žal v Sloveniji. Se mi zdi, da smo tudi majhna država in se tudi vsi na nek način poznamo med sabo. Precej je enih potem povezav, nekih poskusov kupčkanja, da se dela z prijatelje ali pa da si naklonjen nekomu, in jaz sem vsaj tu v lokalni politiki do tega nastopal vedno izjemno ostro. Torej, vedno sem obsojal to, da se nekako poskuša zaobiti načelo javnega interesa in sem poskušal opozarjati na to, da se je treba javni interes postaviti na prvo mesto. Torej, če je neka ponudba cenejša, boljša, jo je treba zbrati, ne glede na osebne povezave. Ja, mogoče to temelj prave politike, da je v bistvu v ospredju družba, ne pa interesa. Nujno. In se mi zdi, da v Sloveniji smo enostavno pozabili na to, ali pa smo dovolili, da pozabimo na to, na koncu dneva. Torej,
nekako je postalo normalno, da se trguje z nekimi uslugami. Postalo je normalno, da se obnašajo politiki na nek način pristransko do svojega tudi družinskega kroga, konec dneva. Ne. Zelo me jezi, naprimer, ko vidim, naprimer, če izpostavim zadnjo Tarčo, naprimer, ko smo se pogovarjali o korupciji Zorana Jankovića in njegove družine, ne. In recimo župan je to napletel kot, dajte se ne vtikati v mojo družino. Ne. In sej normalen človek bi to razumel, torej apel človeka, dajte, če se že ukvarjate z mojimi težavami kot s politikom, ne, dajte se ne vtikati v mojo družino, zakaj še njih vlačite noter v to. Ne. Ampak ko pogledamo vse te posle, ne, in kdo je tisti, ki trguje z določenimi uslugami in podobno, je jasno, da je župan tisti, ki je svoja dva sinova zvlekel na ta parket. Ne moreš ti biti župan in hkrati imeti dveh sinov, ki obvladujeta eno investicijsko podjetje, ki trguje z nepremičninami. Torej ti kot župan usmerjaš prostorsko politiko v nekem mestu, usmerjaš spremembe namembnosti parcel, kje se bo gradil, kje se bo širil ceste, komunalno infrastrukturo, ti kot župan vse to usmerjaš. Ne? In zdaj, če je tvoja družina v tem poslu, ki profitira od tega, je to seveda konflikt interesa. Ne? In na nek način se je to normaliziralo. Ne? Tako kot, pa da ne rečem samo za župana, ampak tudi naprimer za Janeza Janšo se je pogosto izpostavljalo, da naprimer njegova familija, njegovi sorodniki trgujejo ali na nek način s tem nekim medijskim vplivom ali pa z nekimi osnovnimi stvarmi. Naprimer za njegovega brata se je pogosto govorilo, da prodaja državi naprimer brendirane izdelke, ne, za promocijo. Ne. In spet, ne, če tvoja družina trguje z državo, imaš ti kot politik problem, ker imaš konflikt interesov in če že se to dogaja, je seveda prav, da se ti izločiš iz popolnoma vseh postopkov. Se pravi, popolnoma vseh postopkov. Nimaš kaj biti zraven, nimaš kaj vplivati. In tu se mi zdi, da smo totalno zabredali. No. To je moje mnenje. Ko ljudem v bistvu pač nekako ne gledajo na to tako, no, jim je vseeno, ali kako? Postalo je normalno, postalo je sprejemljivo, postalo je nekaj, kar se pač dogaja. Ne. Tudi, ko govorimo o korupciji, ljudi zagrabi nek brezup. Vsi govorijo o tem, da to se itak dogaja, tega se ne da spremeniti, pa majhna država smo. Ampak ni res, ko pogledamo v druge evropske države, ki so znale s tem obračunati, vidimo, da se da, vidimo, na kak način se to uredi. Ne. Se pravi, na eni strani moramo zagotoviti neko temeljno transparentnost, torej da javnost dobi vedno vpogled v vse podatke, ki so na voljo, da se podatkov ne skriva, da se to na nekem enostavnem mestu vse najde in da ni težava ugotoviti, ali je šlo kaj narobe ali ne. Torej, politiki so tisti, ki ne bi smeli nič skrivati v resnici, še posebej, ko govorimo o javnem denarju. Torej, popolna maksimalna transparentnost države na eni strani, na drugi strani pa se moramo tudi pogovoriti o sodiščih in o njihovem delovanju. Torej, postopki se vlečejo absolutno predolgo in tudi, ko je govora o korupciji, je Slovenija druga najslabša v Evropi. Torej, pred nami je po dolžini postopkov, sodnih postopkov zoper korupcijo samo še Francija. Medtem ko druge države so tu naredile kar precej in nas prehitele na nek način. Zdaj pa, da se vrnemo nekako v tvojo mladost, kakšen si ti bil v šoli, kaj te veseli, kaj si bil priden učenec, ne? Bi rekel srednje, nekje vmes, no. Ne popolnoma, se pravi, nisem bil nek tipičen odličnjak, ki bi imel vse pokrito, ampak kar s precej enih napak, no, in se mi zdi, da nisem nikoli stremel k temu nekemu brutalnemu perfekcionizmu, kot mogoče kakšen moj drug kolega, no. In se mi je pač vedno zdelo pomembnejše, da se naučim nekaj uporabnega, ne pa da pač stremim k temu, da je redovalnica perfektna. Ne. Kaj pa si delal v obšolskem času? Večinoma nogomet, kakšne športne aktivnosti, sprehodi in podobno. Pa seveda
družba z mojimi kolegi. In kako pol, kaj te je v bistvu prepričalo, da si šel v ekonomijo? Nek tak občutek, da bi rad razumel, kako ta današnji svet deluje. Mene je osebno zelo prizadela ta ekonomska kriza, ki je prišla in je kar trajala in trajala. Ne. Torej, to se pri nas ni končalo, se pravi, kjer naprimer v ZDA je bil konec ekonomske krize kar hiter, ne, v Evropski uniji se to vleklo tam do 2014, do 2015. Ne. In jaz sem si nekako želel razumeti, kako te stvari delujejo, zakaj je prišlo do tega ekonomskega kolapsa in podobno. Torej, to je bila neka traumatična izkušnja, recimo za mene, no, se pravi ta nek občutek, torej izguba neke ekonomske stabilnosti in podobno. Ne. In moja želja je bila, da se nekaj o tem naučim in da tudi, ker je tudi ekonomija taka zelo široko področje, ne, in tudi veliko enih podtematik, to računovodstvo je nekako, sem se najbolj počutil, kot da je zame, ker sem tudi dosleden pri številkah. No. Tako da je tu nekako sem se našel. So te starši podpirali? Ja, so pa mi tudi večinoma nekako pustili, da se nekako sam odločim. Ne. Se pravi, niso nikoli želeli nekako udariti po mizi pa reči, ne, boš šel na to pa to šolo. Ne, vedno so želeli, da sam prevzamem odgovornost in sam na koncu tudi izberem, kaj želim postati. Pa če to naveževa, zdaj mladi iščejo stanovanja, iščejo pač nekje, da bi bivali, ampak so cene kar poskočile. No. Ja. Kaj bi bila rešitev za to zdaj? Vedno se govori, da bodo gradili stanovanja, ampak to je nekako mogoče prazna zgodba. Ja, mi na občinskem nivoju vidimo predvsem pomanjkanje zemljišč. Torej, zemljišča, ki so primerna za graditi, vsaj v Ljubljani, na primer, so trenutno to samo ogromne parcele, ki jih želijo prodati za par milijonov, na primer. Ne, se pravi, ali se nekako dogovorimo, da država začne tu intervenirati na tak način, da podpira skupnostne projekte. Naprimer, če bi začel graditi stanovanjske soseske, kjer je mogoče priti zraven, torej da naprimer dobimo posameznike, ki so naprimer družinam, da se jim omogoči, da po neki ceni, naprimer izgradnja toliko, kolikor stane, plus 50%, naprimer, te neke marže, da lahko za ta znesek vstopiš v neko gradnjo večje stanovanjske soseske. Ne. To se mi zdi nujen ukrep, torej ta neka samoparticipacija, ker smo jo tudi včasih v starem sistemu se jo je poznal in je bila dokaj uspešna. Ne. Torej, da se prispeva neka sredstva in da skupaj država z državljani gradi večje, velike soseske in da dejansko na tak način prebijemo te omejitve. Torej, zdaj, če se prodaja samo parcele, ki so vredne po milijon evrov, jih seveda kupujejo samo institucionalni investitorji ali pa tisti investitorji, ki imajo res veliko denarja. Ne. To ni nekaj, kar je na voljo navadnemu človeku. Ne. In tukaj zato mislim, da država bi morala nekako priti nasproti ljudem. Ne pa, da se pač samo recimo zaostruje te pogoje, da se otežuje dostop, namembnost parcel, ne, ampak da je država na nek način bolj prijazna in da to razširi na neko skupnost. No. Kaj je torej bolj pomembna gradnja, kakor pa neka razbremenitev, oziroma da jih pocenimo? Trenutno, kakor kaže, na nivoju celotne države primanjkuje samo javnih neprofitnih stanovanj, približno 20 tisoč, če sem prav bral eno izmed publikacij javnega stanovanjskega sklada. Ampak tu govorimo o socialnih stanovanjih, torej ko govorimo o ljudeh, ki so upravičeni do socialnih stanovanj. Ni kar vsak tako na vrsti, ne, in te čakalne vrste so res izjemno dolge, ampak poleg teh seznamov je še na 10 tisoče ljudi, ki potrebujejo stanovanja, ki si želijo živeti v mestih tudi. Torej, moramo se zavedati, da večina služb v državi trenutno generirajo mesta
Tukaj tudi prednjači seveda Ljubljana, to je neizpodbitno in seveda bi bilo treba za kohezijsko politiko to tudi spreminjati, da se delovna mesta ustvarjajo tudi drugje, ampak trenutno je trend pač tak. Ljubljana je tudi univerzitetno mesto, ogromno študentov in edina rešitev za to mesto v tem trenutku je gradnja. Torej, treba je graditi naprimer tudi študentske domove. Na to res ne smemo pozabiti, zato ker tudi študentje, ki ne pridejo do svoje študentske sobe, predstavljajo konkurenco na najemniškem trgu. Razlog, zakaj najemnine rastejo, je tudi zato, ker je pač seveda taka gneča na najemniškem trgu. Torej, najemodajalci se ne bojijo, da bi izgubljali naprimer najemnike. Pač enostavno ali te zavrnejo, če ne sprejmeš ceno, ali pa te vržejo ven, če ne sprejmeš povišanja najemnine, naprimer, ne. Tako da, če ni dovolj stanovanj na trgu, se seveda tukaj pač je pravilo neke džungle in najemodajalci potem v tem primeru zmagajo. Tako da gradnja. Res je treba je začeti graditi, treba je razširiti torej ta nek urbana območja, treba je ob teh glavnih vpadnicah zgoščevati gradnjo. Kaj pa je v bistvu, da se čist centralizira v Ljubljano, da se čim bolj decentralizira, torej da je povsod po Sloveniji nekje točno? Zdaj, živimo v času podnebne krize in decentralizacija, ta neka ruralna, se po mojem mnenju ni najbolj učinkovita. Torej, to, da živimo povsem razpršeno, treba se zavedati, da potem je treba zgraditi vso infrastrukturo do vseh manjših krajev. Treba je potem z nekimi subvencijami skrbeti, da ljudje pridejo do služb in podobno. In lažje je, če se to dogaja v bolj centraliziranih območjih. Ampak absolutno škodljivo pa bi bilo, da se vse centralizira samo in zgolj v Ljubljano. Torej, mi bi morali nekako gledati na nivoju regij v resnici. Se pravi, da vsaka regija ima neko svoje središče in da se strategija države izvaja na nivoju teh urbanih središč. Ampak seveda ta država še vedno ni sposobna sprejeti po ustavi določenih določb, da se pač uredi decentralizacijo in da se ustanovi regije. To bi prineslo potem tudi nov nivo demokracije, bi imeli neko regionalno upravo poleg lokalne. Tako da zdaj imamo žal samo ta nek center, torej Ljubljano, napram občinam, napram 212 občinam in tu nekje pač prevlada Ljubljana in spet se centralizira vse samo v glavno mesto, nekje pa prevladajo občine in spet delimo neka sredstva na precej neučinkovit način. Torej, ko me vprašate o centralizaciji, se mi zdi ključno, da vzpostavimo ta umestni nivo, torej regij, in da se gradi centralizacijo na nivoju regij. Torej, na nek način se decentraliziramo stran od Ljubljane, ampak da se znotraj regij oblikujejo regijski centri, se naprimer Celje, Maribor, Koper, Kranj, Jesenice, Novo mesto, da se ta mesta začnejo hitreje razvijati in da ne rine vse izključno samo v Ljubljano. Torej, da vsaka regija dobi v bistvu svojo Ljubljano, tako nekako. Ja. Pa zdaj, jaz sem spremljal, da ste vi v bistvu bili zelo proti chat kontrolu, pa preden se dotaknemo tega, da mogoče sploh razložite, kaj je to, zakaj je to dobro, slabo. Ja, torej pirati se zavzemamo za svoboden internet in za pravico do zasebnosti. In ko govorimo o Evropski uniji in njenih regulacijah tako interneta kot drugih področji, se moramo zavedati, da gre za neko tako ozko interesno sfero, skoraj pač vedno tu interes nekega gospodarstva, nekih podjetij ali pa recimo nekih institucij, ki si želijo nadzora. In v tem primeru je torej skupina evropskih ministrov za notranje zadeve, torej zastopnikov interesov policije, če smo direktni, so zahtevali, da se uvede tako imenovani chat control. To bi bil ukrep, ki bi vse ponudnike elektronskih komunikacij, se pravi WhatsApp, Viber in Messenger, torej vsi
ti ponudniki, vsa ta tehnološka podjetja, bi bili obvezani k temu, da skenirajo čisto vse vsebine. Torej, vse, kar se mi pogovarjamo, naše telefonske pogovore. In v tem skeniranju bi podjetja potem naprej policiji pošiljala vse, kar je mora biti sumljivo. Predvsem trenutno je fokus oziroma na način, kot nam to prodajajo, ne bi to bil ukrep proti zlorabam otrok na internetu. Torej, na nek način, da se poskuša na tak način zaščititi mladostnike pred zlorabami, ampak moramo se zavedati, da seveda, če bi vam želeli prodati nek pretiran nadzor, torej, če bi vam nekdo to poskušal tržiti, je prva stvar, na katero vas bo poskušal nagovoriti to, da je to samo ukrep za zaščito otrok. Kdo pa ne bi želel zaščititi otrok? Vsi si želimo zaščititi otroke na internetu, zaščititi mladostnike na internetu. Ampak z orodjem množičnega nadzora se to avtomatsko ne bo doseglo. Moramo se zavedati, da chat control je ekvivalent temu, da bi nekdo odprl čisto vsako pismo, ki ga vi pošljete, naprimer preko pošte, še preden bi ga sploh vi odposlali. Se pravi, to je primerljivo naprimer s temi starimi režimi v komunizmu, naprimer v vzhodni Evropi. Tam je tajna služba naprimer odpirala vsa pisma, pregledala, kaj ste vi poslali, potem je to naprej zapakirala in je šele na to vaše pismo romalo. In zdaj Evropska unija nam v resnici predlaga digitalni ekvivalent tega. In množični nadzor v tem primeru ne reši ničesar, ker najbolj kritično je to, da se zavedamo, da kriminalci, torej ljudje, ki si izmenjujejo točno take vsebine, so zelo spretni v izogibanju nadzora. Oni bodo vedno oblikovali svoja lastna orodja, do katerih policija ne bo imela dostopa. In to je tudi marsikateri starš rezonira v resnici točno s tem, ker trenutno vemo, da se vsake toliko policija seveda ujame kršitelje, torej v tem primeru naprimer tudi pedofile in druge, ki si pač delijo tovrstne vsebine, jih ujamejo, ampak zato, ker so nepazljivi, ker uporabljajo ta neka standardna orodja, in pač seveda policija z nekim opazovanjem, z nekim resnično raziskovalnim delom pridobi informacije in zoža krog osumljencev, potem pridobi od sodišča torej pravico, da vpogleda v njihove komunikacije in jih slej ko prej dobi. In zdaj mi te kriminalce želimo z nekim množičnim nadzorom v resnici odgnati. Torej, oni bi v trenutku, ko bi bil sprejet chat control, oni bi prenehali uporabljati ta orodja. To se moramo zavedati. Oni bi začeli, ker to se je zgodilo naprimer z teroristi. Se pravi, po 2001, po dogajanju takrat, je večina terorističnih celic prešla na neko svojo popolnoma obskurno komunikacijo. Do tega, da so začeli uporabljati čate v videoigricah, ker so upali, da niso nadzorovani. In enako se nam pač potem lahko zgodi torej ljudmi, ki si delijo tovrstne vsebine in bi skoraj zagotovo dejansko prešli na neka svoja orodja, stran od policije, stran od metod, ki jih dejansko policija zna uporabljati, da danes tovrstne kriminalce ujame. Kaj pa umetna inteligenca? Kaj je to neka prednost za svet ali neka slabost? Zdaj, v tem trenutku, kakor kaže, se nam oblikuje nek tako imenovan AI bubble. Spravi, imamo zelo velik hype, kaj umetna inteligenca lahko prinese. In seveda tukaj je treba biti pazljiv, da se ločimo od tehnologije same, ki ima vsekakor ima potencial biti uporabna, ima potencial, da nam pomaga v naših življenjih, da nam pomaga, da ne rabimo opravljati opravil, ki so monotona, zna prepoznavati vzorce zelo dobro in velik del nekih opravil je pač enostavno nepotrebnih in jih lahko rešimo z umetno inteligenco. Ampak veliko je pa tudi omejitev, kaj se dejansko s to tehnologijo da narediti. Torej, zavedati se moramo, da je to ogromno enih napak, torej
te neki temelji, na katerih stojijo ti algoritmi, so precej pomanjkljivi. Torej, podjetja, ki so razvijala umetno inteligenco, so zelo pohitela, ker so pač probala služiti na tem svojem izdelku čim prej, preden bi ga perfekcionirala. In zdaj se je ustvaril ta hype. Na eni strani imamo ogromne tehnološke gigante v ZDA, ki so vzpostavili verige in recimo si trgujejo med sabo, kupijo eno firmo ali pa prodajajo procesorje in podobno, in ta denar pač kroži in zdaj se je ustvaril res tak en ogromen balon, ki bi znal v naslednjih letih tudi početi, če ta vsa podjetja ne upravičijo pričakovanj investitorjev na borzah. Torej, moramo se zavedati, da so res milijarde, na stotine milijard denarja je zdaj stavilo na to, da umetna inteligenca ustvari nek preboj. Ampak v resnici smo pa dobili samo neke take prefinjene plagiatorske mašine v resnici. Torej, zdaj trenutno, če pogledamo naprimer ChatGPT, ful vam zna pomagati pri oblikovanju nekih besedil, ful vam zna nekaj na hitro pojasniti, zbrskati in podobno, ampak naprimer se že pojavljajo napake. Naprimer pri ChatGPT-ju je bilo nazadnje odkrito, da kot vir citira neko Wikipedijo, ki jo je pa napisal Grok, se pravi drug AI model od Elona Muska. In spet tam imamo to neko kopijo, Elonovo kopijo Wikipedije, ki jo ChatGPT citira kot legitimen vir. In to, da en model citira drugega in da na nek način tukaj se gradi kot nek stolp iz kart, ki se zna slej ko prej sesut. Torej, ni popolno. In tudi veliko ljudi verjame v to, da je to neka magična palica, ki bo vse rešila. Moramo se zavedati, da je pač to samo neko orodje, ki nam lahko pomaga, ampak mi še vedno potrebujemo človeško kreativnost, mi še vedno potrebujemo ljudi, ki sprejemajo ključne odločitve, in tudi ljudi, ki znajo preveriti, kateri vir je verodostojen. Ne moremo se naslanjati na modele, ki imajo toliko napak, kot jih imajo trenutno. Kaj bi šel rešitev, kaj bi zamejila, bi neko regulacijo ali bi čisto prepovedali? To se mi zdi pretirano, to neko omejevanje v tem nekem klasičnem smislu. Torej, vi tehnologije, ko je enkrat spuščena, seveda ne morete omejiti. Tudi pirati smo ves čas nekako se trudili razlagati, da naprimer, če pač pojasnim, odkje je sploh zgodba piratov. Mi smo nastali leta 2006 kot odgovor na to, da so policisti na Švedskem napadli to središče serverji od Pirate Baya, ker se je pač razglasilo ljudi, ki si delijo vsebine po internetu, da so kriminalci. Takrat so nam nadeli vzdevek pirati. In tudi mi smo se potem odločili, da bomo nadaljevali s tem in smo ustanovili piratske stranke po celotni Evropi. In iz tu prihaja ta nek naš osnovni boj, ker je bil pač seveda takrat pritisk točno te iste naravne, da je treba internet omejiti, da je treba svobodo interneta zamejiti, ker glejte, kaj pa zdaj delajo, tukaj si pa kar vsi neke filme med seboj izmenjujejo in podobno. In je pač potem bilo kar precej zanimivo spremljati ta nadaljnji razvoj, ker internet sam se je potem kar precej centraliziral. Ogromno infrastrukture zdaj temelji samo na peščici podjetij, ki imajo v lasti vso kritično infrastrukturo. In zdaj, naprimer, če eno podjetje v ZDA, če z njihovimi serverji je nekaj narobe, kar četrt vseh spletnih strani kar nedosegljivih. To se zdaj vse pogosteje tudi dogaja. In tu vidimo težavo s to centralizacijo. In pirati se v resnici zavzemamo, da se internet decentralizira in da se vse te, torej tudi napredne rešitve, torej, ko govorimo o AI-ju ali pa o čemerkoli drugem, ko govorimo o internetu, o digitalnih tehnologijah, to si moramo vzeti nazaj v svoje roke. Torej, stran od korporacij, stran od monopolov, stran od Microsofta, stran od Apple, stran od teh največjih gigantov, ki so si prisvojili internet v resnici. Oni razvijajo te svoje tehnološke modele tako, da koristijo njim.
Razvijajo jih, da povečujejo njihove dobičke. Ne razvijajo jih zato, da bi ti modeli koristili ljudem. In v resnici smo zato tu pirati. Da ponudimo alternativo v odprtokodnih rešitvah, v federalizaciji interneta. Torej, da se razvija in na nek način perfekcionira neke rešitve onkraj monopolov. Torej, vi ste v bistvu tudi za to tako imenovano piratiranje, no, da se pač neke vsebine brezplačno deli po internetu? Mi menimo, da se ljudem ne bi smelo preprečevati dostopa do znanja in da se ne bi smelo preprečevati torej, tega kopiranja. Torej, se mi zdi, da naprimer, če si sposodite knjigo v knjižnici, je ta knjiga seveda vaša, ste pač plačali za njo, ampak imate popolnoma vso pravico to knjigo posoditi vašemu prijatelju. Samo zato, ker je ta knjiga v digitalni obliki in če jo želite posoditi nekomu drugemu, da jo prebere, vas multinacionalke želijo označiti za kriminalca. Torej, moramo se tukaj, kaj je tu javni interes, kaj je še tisto, ko na eni strani govorimo o tem, da recimo želimo kot družba spodbujati avtorje k pisanju, ampak večino avtorskih del, ki jih konzumiramo na dnevni ravni, so si z takim ali drugačnim pristopom prilastile spet največje multinacionalke, ki na eni strani smo tudi videli, naprimer imamo zdaj te platforme, recimo Netflix, Amazon, vse te streaming platforme, in oni zdaj nam na nek način diktirajo, kaj lahko gledamo, kaj ne moremo gledati. Tudi če smo plačali neko naročnino, Netflix pač en teden reče, da se bo predvajal ta film, drug teden reče, da se bo predvajal drug film. In ti kot neko odjemalec te platforme si ne lastiš ničesar. Torej, ta korporacija na drugi strani zadrži vse avtorske pravice za sebe. Ti, če pa slučajno želiš deliti nekaj z nekom drugim, kar si sam kupil, si pa tretiran kot kriminalec. Tu je zelo pomembna razlika, ali si sploh še kaj lahko lastimo, če je to v digitalni obliki. Ta nek monopol, korporativni monopol nad vsebinami na internetu se nam zdi nesprejemljiv. A je v Sloveniji to sploh regulirano, sploh iščejo pač te kriminalce, tako rekoč? Slovenija je k sreči država, kjer se ta nek prost dostop, pravica do prostega dostopa še precej ohranila, ampak se pa to seveda z leti spreminja. Ker moramo se zavedati, da so prišle evropske regulacije, ki so bile zlobirane na nivoju EU, tudi k nam. Torej, ta zakonodaja se bo slej ko prej začela enforcirati. In mi pirati se tu zavzemamo za to, da se zakonodaja na slovenskem nivoju ne prilagaja na evropskemu nivoju, recimo na modelu Nemčije, da bi zdaj popolnoma omejili dostop in podobno do vseh tovrstnih platform. Torej, če gledamo na primer Nemčije, Nemci kar ostro preganjajo ljudi, ki si pač izmenjujejo vsebine na internetu in to je tam tretirano res kot kriminal. To k nam še ni prišlo, ampak Slovenci smo tudi taki, da radi vse kopiramo od Nemcev, in počasi vidimo zametke tega, da pritiski tudi prihajajo k nam. Ampak če se vsi te filmi delijo, če so vsi brezplačni, kdo jih bo pol delal? Vedno je treba gledati ta nek javni interes. Torej, nekdo, ki je kakovosten ustvarjalec, seveda mu bodo ljudje plačali za to. Vedno se najde načine kompenzacije, ampak je pa res, da je v zadnjem času, ko je veliko tega nekega korporativnega diktata, torej da se ustvarja neke filme, ki so primerljivi, recimo zdaj internet je preplavil naprimer tale AI slop, torej to, da imamo ogromno ene vsebine, ki je pač generirana z umetno inteligenco in ljudje več niti ne razločijo, kaj je resnično, kaj pa ni, ampak se moramo zavedati, da to tudi nekaj pove o kakovosti vsebin, ki so se ustvarjale pred tem. Torej, če je zdaj AI bil sposoben zamenjati preteklo neko vsebino, to pomeni, da
tudi je s to vsebino kar precej narobe. Ne. In spet, ko se vrnem do nekega tega diktata korporacij, ne, naprimer produkcija od Netflixa, je zelo nekako usmerila ustvarjanje vsebin v nek kalup in te so pač nekako enoznačne in seveda zdaj ti moraš potem prisiliti na nek način gledalce, da nimajo druge izbire, kot pa da konzumirajo to vrstno vsebino. Ne. Za pristne vsebine, ki jih dejansko ustvarjajo ljudje iz neke želje po ustvarjalnosti, bili smo prepričani, da se lahko vzpostavi mehanizme, da bodo ti ljudje kompenzirani. Ne. In tu se mislim, da nimamo mi konflikta z samimi ustvarjalci, mi imamo konflikt z korporacijami, ki si lastijo na nek način avtorske pravice polovice vsebin na svetu. Ne. Kaj pa zdaj recimo v Avstraliji so prepovedali za mlade socialna mreža, mislite, da je to neka dobra rešitev, slaba rešitev? To je precej nevarno po našem mnenju, ker to zahteva identifikacijo vsakega posameznika, ne samo otrok. Torej, postavitev meje na 16 let, kako je bila postavljena, to pomeni, da se morajo vsi odrasli identificirati, ko želijo uporabljati neko platformo. Nam se to zdi precej nevarno. Torej, da imamo ljudi, ki pač za to, da se človek prijavi na neko platformo, ne, da mora pokazati svojo osebno izkaznico, izgubimo anonimnost na internetu. Torej, prednost interneta je tudi v anonimnosti in seveda na Zahodu živimo v relativno svobodnih družbah, ne, ampak marsikje drugje pa ni take svobode. Ne. Marsikje je človek preganjan za to, kar napiše na internetu. Ne. In če se uvede torej, ta mehanizem, da se moraš identificirati, potem izgubiš tudi pravico do anonimnosti. Ne. In mislim, da po slovenski zakonodaji bi bila tovrstna omejitev precej v navzkrižju z ustavo. Ne. Ker ja, po eni strani se strinjam, da bi bilo treba zavarovati mladostnike pred pretiranim vplivom algoritmov, ki jih diktirajo, spet govorimo o peščici korporacij. Ne. Torej, oni nam nekako poskušajo servirati vsebine in iz nas so naredili potrošnike. In iz mladih poskušajo vzgajati perfektne potrošnike za v bodoče. Ne. Torej, tu je kar veliko enega kapitalskega interesa v ozadju. Se strinjam, da je treba vse ljudi pred tem interesom zavarovati, ampak to naredimo na tak način, da zahtevamo, da spremenijo svoje algoritme. Torej, težava je v teh algoritmih, ker so ustvarjeni zato, da nas stresirajo. Torej, to so mašine, ki se napajajo z našim stresom. Torej, v neskončnost nas držijo z nekimi triggerji, ne, in nas poskušajo obdržati za ekranom čim dlje, zato da nam potem lahko servirajo oglase. In zdaj recimo tudi z AI-jem, ne, ti oglasi postajajo vse bolj temačni, vse bolj ciljajo na naše osebne negotovosti, na to, kar se počutimo, da nam manjka. Ne, in to poskušajo identificirati in nam na koncu tudi prodati. In potem, naprimer, z športnimi stavami, naprimer, ta industrija je kar se razpasla in mladim ljudem res servirajo ogromno oglasov za športne stave, držijo ljudi v tem nekem loopu, ne, da konstantno konzumirajo te vsebine, konstantno trošijo denar. Ne. Se pravi, to, kar smo recimo v živem svetu, naprimer z regulacijo dosegali, da nimamo kazinojev in podobnih stavnic čisto na vsakem koraku, ne, to se zdaj na internetu rahlja, naprimer. Ne. Ampak težava je seveda v teh podjetjih in od njih moramo terjati odgovornost. Od njih je treba doseči, da odgovarjajo za to, kar počnejo, od njih je treba doseči odgovornost za vsebine, ki jih servirajo vsem. In tu mi vidimo rešitev, torej, da se terja odgovornost od korporacij. Tega se ne počne, odgovornost se zdaj vali na starše, odgovornost se vali na mlade, mlade se kritizira, da so preveč zasvojeni z temi socialnimi omrežji, ne, ampak težava je v firmi, ki je vse to naredila. Ne. Jaz sem zdaj nek konflikt, kaj
v bistvu, kaj vam je bolj pomembno, neki javni interes, torej pač na mlade to slabo vpliva ali pač ta anonimnost, kaj ima večjo težo? Jaz mislim, da ko gledamo narobe gledamo, se pravi, zakaj se sploh pogovarjamo o tej omejitvi na 16 let? Zakaj se o tem pogovarjamo? Zakaj se ne pogovarjamo o tem, kako katastrofalen algoritem ima Facebook? Zakaj se ne pogovarjamo o tem, kako katastrofalen algoritem ima Instagram? Zakaj nič ne naredimo glede tega? To so korporacije, ki so načrtno zgradile vse te mehanizme, ki v mladim vzbujajo stres, negotovost, slabo samopodobo. To je njihovo delo. In zakaj mi ne zahtevamo odgovornost od njih? Zakaj se pogovarjamo o tem, da bomo omejili internet mladim? Zakaj se ne pogovarjamo o tem, da terjamo odgovornost od korporacij? Kaj pa nekako to za te online igralnice pa kazine, no, se ni druge v bistvu opcije, kot da pač se moraš identificirati z nekim dokumentom, kakor je pač, če greš v pravi kazino, isto pokažeš osebni dokument in isto te anonimnosti ni. Mislim, kaj bi bila rešitev za to, recimo? Zdaj, ko govorimo o online stavnicah, to bi po mojem mnenju morali pač enostavno regulirati na isti način, kot reguliramo torej fizične stavnice, ne? In vemo, da obstajajo različni mehanizmi, kako se omejuje človeka pri pač tej neki njegovi destruktivnosti, ne? Seveda, raziskave so vedno pokazale, da je najboljše regulirati, da je najboljše pač z nekim mehkim pristopom omejiti škodo, ne? Torej, ko govorimo o neki zasvojenosti, je vedno treba omejevati škodo, ker popolna prepoved vedno vodi v črni trg, ne? Torej, če bi mi recimo zdaj popolnoma prepovedali kazinoje, bi vzrasle te popolnoma nenadzorovane igralnice na črno, ne? In bi imeli ogromno kriminala, tudi organiziran kriminal bi dobil neko svojo rast in tu bi na koncu naredil več škode kot koristi, ne? Torej, kot družba se moramo seveda odločiti, ali želimo, koliko škode se pač dopusti, da se tu ustvari, ne? In vedno je treba imeti nek pragmatičen pristop in tudi spletne kazinoje je seveda smiselno omejevati, ampak tam ni težava z identifikacijo, tam je težava v tem, da je to neregulirano, ne? Torej, tam identifikacija za online kazino ni problematična, ker online kazino ni tvoje edino orodje za komunikacijo, ne? Ampak spet, naprimer, identifikacija na socialnih omrežjih, ne? Pa, naprimer, to bi mlade popolnoma izoliralo, ne? Od njihovega socialnega kroga. Bi se potem pogovarjali samo po SMS-ih ali kaj podobnega, ne? Ali pa bi iskali neke obvode, neke forume, kjer bi poskušali na svoj način potem priti spet v stik en z drugim, ne? In to bi recimo bilo potem samo še bolj nevarno na koncu dneva, ne? Pa mogoče imaš kakšen nasvet, mogoče za mlade ali pa nasplošno nasvet, kaj si ga ti prejel? Ja, mislim, da se je treba zavzemati za spremembe na političnem nivoju. Treba je nehati biti pasiven. Torej, jaz sem star, sem prej rekel, 29 let in sem se odločil za nek boj na političnem nivoju in verjamem v to, da se da doseči spremembe, ne? Torej, nam mladim pogosto govorijo, da ni upanja, ni prihodnosti, da so stvari že nekako determinirane in da bodo starejši ljudje vedno odločali namesto nas. Jaz mislim, da moramo dokazati, da temu ni tako, da se da spremeniti in moramo biti predvsem vztrajni. Torej, moramo pokazati svoje ideje, svoje interese in se postaviti sami za sebe. Ne smemo dovoliti, da nas te neke, tudi pač sej ne spodbujam medgeneracijskega konflikta, ne me tako razumeti, ampak da naprimer te sile, ki se trudijo represirati mlade, nas označevati za lene, neperspektivne in podobno, temu se moramo upreti. Moramo pokazati, kaj zmoremo in kaj znamo. Ja, pa še za konc, 12 vprašanj, čisto kratkih. Kaj vas najhitreje spravi v dobro voljo? Glasba. Katero aplikacijo, ki morda ni najbolj tipična, pogosto uporabljate? Signal. Bi raje imeli možnost vedno govoriti resnico ali vedno lagati tako, da nihče ne odkrije? Resnico. Kje bi raje preživeli vikend? V luksuznem hotelu ali v drevesni hiški sredi gozda? Absolutno drevesna hiška. Kaj je najbolj piratska stvar v vašem značaju? Brada. Kateri film bi se lahko takoj ogledali še enkrat?
Guardians of the Galaxy 2. A ne Pirati iz Karibov. Bi raje lahko jedli samo sladkarije ali samo slano hrano do konca življenja? Slano hrano. Če bi morali izbrati, bi raje živeli brez interneta ali brez televizije? Brez televizije. Če bi lahko uvedli en nov učni predmet v šole, kaj bi bil ta predmet? Informatiko. Kaj najraje počnete, ko imate prost dan? Rad se sprehajam. Bi raje govorili z živalmi ali razumeli vse jezike sveta? Vse jezike sveta. Pa bi raje imeli časovni stroj za potovanje v preteklost ali v prihodnost? V preteklost. Evo, hvala še enkrat, da si se nam pridružil. Hvala vam. Res zanimiv pogovor. Hvala.